tem projektu si bomo pa pogledali, kako ustvarimo karusel za Instagram. Torej, potrebujemo najprej pravilno velikost izdelka in jo na koncu razsekati na ustrezno število fotografij, ki si potem sledijo ena za drugo, da izgledajo kot ena zelo dolga slika. Torej, če gremo kar na ustvari izdelek, je najbolje, da gremo na velikost po meri. Višina na Instagramu, če želimo doseči največji, torej da zasedemo največ prostora na Instagramu, pustimo kar 1350 pikslov oziroma pik. Medtem ko širina bi bila 1080, ampak ker bomo tukaj imeli, 2, 3, 4, kolikor slik želimo, moramo torej 1080 pomnožiti z ustrezno številko. Torej, za 3 fotografije potrebujemo 1080x3, kar je 1240. Tako, in zdaj, ko imamo ta izdelek pripravljen, je fajn, da bi dali tukaj ene črte, da točno vemo, kje se bo fotografija končala in kje začela naslednja. To naredimo tako, da gremo tukaj na datoteka, nastavitve in tukaj imamo dodaj vodila. Zdaj, dodalo je vodila veliko preveč, kot jih potrebujemo. Mi jih potrebujemo samo 3. Zdaj, če bi kliknila sam sem, tudi ni ok, ker so presledki. Zato bomo šli po meri, izbrali 3 stolpce, razmik bomo dali, da je 0 in ostalo pustimo vse 0. In če zdaj kliknemo dodaj vodila, nam naredi torej črte točno tam, kjer se bojo fotografije zaključile. Torej imamo 3 celote, ki jih bomo pol na koncu razsekali. Zdaj, zakaj je to pomembno? Zaradi tega, da lahko dodajamo elemente, ozadje lahko dodam čez vse 3 fotografije in dodajamo ostale elemente, se pravi, ti elementi so lahko tudi na presečiščih, to pomeni, da prva fotografija se bo tukaj končala, naslednja tukaj začela. Zdaj se bom za naslednji korak premaknila v že zaključen izdelek. Ko imamo torej izdelek zaključen, ga moramo najprej shraniti. Torej, deli z drugimi, prenos. Lahko pustimo PNG, če je veliko grafičnih elementov, ali JPG, če so samo fotografije. Ko je izdelek shranjen, pa moramo ustvariti nov izdelek. In ta nov izdelek bo pa zdaj pravilne velikosti za Instagram, torej 1080x1350. Da bomo pa tisto fotografijo razsekali na 3 enake dele, bomo uporabili aplikacije in poiskali Image Splitter. To je ta. In zdaj nam piše Choose file. Izberemo torej sliko, ki smo jo izvozili. In nam ponudi, na kakšen način jo želimo razrezati. Seveda želimo imeti 0 vrstic, oziroma 1, in 3 stolpce. Tako smo prej imeli tudi vodila definirana in rečemo Split image. Ponudi nam že Add to design, preverimo samo, da je vrstni red pravi in rečemo Add images. Tako. In če zdaj pregledam, torej prva, druga, tretja. In je točno tako, kot si želim. Naredilo mi je sicer še prvo stran, tako da to lahko izbrišem. Izdelek lahko še poimenujemo. Delimo z drugimi. Pustimo PNG, kot rečeno, če je veliko grafičnih elementov. Zdaj piše 1 do 3 strani, prenesemo. Shranilo se mi je sem, ampak vidimo, da imam zip datoteko, zato bom odprla mesto datoteke. Šla desni klik. Extract all, oziroma v slovenščini ekstrahiraj vse, v redu, in dobim mapo, ki pa zdaj vsebuje vse te 3 slike. In te slike so zdaj primerne za uvoz v Instagram.